ta zakon je pisan eksplicitno samo za bogate, za ljudi, ki si lahko privoščijo avto za 100 000 evrov ali več. Če boste kupili avto za 150 000 evrov, boste prišparali po tem zakonu 41 tisočakov, če boste kupili nekega Cliota za 10 000, boste pa 10 evrov na slabšem. To je vsebina tega zakona. Potem ta zakon je naiven. Naiven je prvič iz gospodarskega vidika. Namreč slišimo neko argumentacijo, češ s tem se bo reševal slovenski avtomobilski grozd. Pa lepo vas prosim, no koliko pa je v končni ceni avta za 100 000 evrov slovenskega, ne vem, mogoče kakšen del za 500 evrov. A mislite, da se bo slovenska potrošnja avtomobilov za 100 000 evrov v svetovnem formatu kaj poznala, da bo v Sloveniji zaradi tega nastalo kakšno delovno mesto? Nasprotno, izgubili bomo 30 milijonov evrov v proračunu. In v tem smislu je zakon naiven drugič. Namreč to je šolski primer tako imenovanega trickle-down efekta, se pravi upanja, da se bo ob nižanju davkov za bogate nekaj prelilo navzdol po družbeni piramidi. Pa poglejmo pač države, kjer so to najbolj počeli, najbolj jasen primer mogoče ali pa znan v svetu so Združene države Amerike. Tam so vzgojili pač ali pa se je zaredil nek razred milijarderjev, ki je danes dobesedno tisti družbi tam nevaren, na drugi strani imate pa več kot 50 milijonov ljudi brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Pač tja peljejo take politike in ne vem, zakaj moramo od leta 2020 ponovno imati to lekcijo, ko je že cel svet spoznal, da je to bedarija. In zadnjič, ta zakon je nevaren družbi zaradi tega, ker naravno spodbuja nakupovanje avtomobilov s 5-litrskimi motorji in tako naprej, ki pokurijo, po 15-20 litrov na 100 kilometrov in to delamo v času, ko nam cel svet govori, da mi moramo zmanjševati naše ogljične izpuste. Da o tem, koliko je že proizvodnja takega avta okoljsko obremenjujoča, niti ne govorimo. In po COVID krizi prihaja podnebna kriza, ki se jo bomo rešili še bistveno težje kot te, vi pa delate vse kontra.